Lep pozdrav v današnji analizi virov. Pred sabo imava dokument z res udarnim naslovom. Opozorilo naroda vladi in Robertu Golobu. Gre za, precej ostro kritiko trenutne vlade. Pogledala si bova ključne argumente tega besedila. Kako torej vir vidi ustavo, kako ocenjuje komunikacijo vlade in k čemu pravzaprav poziva. Pa začniva. Vir takoj na začetku postavi svojo argumentacijo na 1. in 2. člen ustave. Prvi, Slovenija kot demokratična republika, oblast ljudstva, drugi pa jo opredeljuje kot pravno in socialno državo. Kaj točno vir moti pri tem 2. členu? Zelo zanimivo je, kako se osredotoča na vrstni red besed. V 2. členu piše pravna in socialna država. Najprej pravna, potem socialna. Točno. In avtorji tega vira trdijo, da to zaporedje ni kar tako, ampak da gre za neko temeljno hierarhijo. In po njihovem mnenju trenutna vlada to hierarhijo postavlja na glavo. Aha. Da daje preveliko težo socialnim vidikom, na račun načel pravne države. Vir poudarja, da socialna varnost naj bi bila ustavno uravnotežena, ne pa orodje za, kot pravijo, ustvarjanje neke ideološke odvisnosti. Torej, to vidijo kot ključno interpretativno točko. V bistvu to je osnova za vso nadaljnjo kritiko v dokumentu. Zanimivo. In kako potem vir ocenjuje konkretno komunikacijo vlade? Omenja se pojem socialne moči. Kaj je s tem? Temu posvečajo kar nekaj prostora. Kritizirajo uporabo te fraze, socialna moč. Trdijo, da gre za nekaj, kar zvoni močno, čustveno nabito, ampak je vsebinsko precej prazno. Brez konkretne vsebine, pravite? Tako nekako. Navajajo celo primere izjav, recimo, z našo socialno močjo bomo zagotovili boljšo prihodnost. In vir meni, da takšna retorika služi bolj prikrivanju nekih drugih ciljev, ali pa morda celo pomanjkanju jasnih politik. Torej, vir to vidi kot neko potencialno nevarno orodje. Kakšne posledice izpostavlja? Izražajo kar precejšno skrb, Trdijo, da se takšna socialna retorika lahko uporablja za ustvarjanje odvisnosti ljudi od države. Kar potem slabi njihovo avtonomijo. Pravzaprav. In nadalje navajajo, da se s tem demonizirajo podjetniki, pa da se ustvarja izgovor za posege v zasebno lastnino. Vse v imenu neke nedefinirane socialne pravičnosti. Vse to povezujejo z opozorilom, da ta socialna odvisnost lahko postane, kako bi rekla, nova oblika oblasti nad posameznikom. V bistvu pravijo, da čustveni apeli zamenjajo jasne pravne okvire. In to nas pripelje do naslednje točke, ki jo vir močno poudarja pomen pravne države same po sebi. Natančno. Vir res močno poudarja, da je pravna država, torej vladavina prava, ne pa ljudi ali čustev, temelj za vse svoboščine. Svoboda govora, združevanja. Pa pravica do zasebne lastnine, pošteno sojenje. Brez trdnega pravnega okvira naj bi bile vse te svoboščine ogrožene. In vir vidi nevarnost prav v tem, kar opisuje kot pretirano poudarjanje socialnega na račun pravnega. Da, tako navajajo, da obstaja nevarnost, da se to poudarjanje socialne pravičnosti ali te socialne moči strani vlade uporablja kot izgovor, kot predtveza za omejevanje teh svoboščin. Aha. Stabilen, predvidljiv pravni okvir in seveda neodvisno sodstvo sta po trditvah vira ključna. Ne samo za svoboščine, ampak tudi za gospodarski razvoj, za zaupanje. In pristop, ki ga pripisujejo vladi, naj bi to ogrožal. Tako trdi vir, ker naj bi odločitve temeljile bolj na nekih čustveh, recimo solidarnosti ali skrbi, namesto na jasnih pravnih pravilih. Ob vseh teh kritikah se vir dotakne tudi vprašanje odgovornosti. Kako pristopa k temu? Besedilo kar neposredno izpostavlja politično odgovornost predsednika vlade. Zakaj konkretno? Za spoštovanje ustave, seveda, pa za izpolnjevanje obljub, transparentno delovanje. Ampak ne ostane samo pri politični odgovornosti. Kaj še dodaja? Zvoni resno. Zaključek vira je izjemno oster, res. Poziva k ustavni korekciji delovanja vlade, kar naj bi pomenilo vrnitev k spoštovanju tiste hierarhije, o kateri sva govorili. Pravna država na prvem mestu. In zahteva nadzor. Učinkovit javni nadzor, s strani parlamenta, sodišč, pa tudi civilne družbe in državljanov.
Ampak najbolj presenetljiv in resen del je, ko se sklicujejo na kazenski zakonik. Kazenski zakonik. Kateri členi pa so omenjeni? Vir izrecno omenja veleizdajo, diverzijo in ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve. To so pa zelo hude obtožbe. Zelo. S tem sklicevanjem vir pravzaprav sugerira, da bi lahko dejanja ali pa opustitve vlade, kot jih pač oni interpretirajo, dosegla prag resnih kaznivih dejanj proti državi. Ampak tukaj morava biti zelo previdni. Seveda. Pomembno je poudariti, da gre tukaj za interpretacije, trditve in obtožbe, ki so navedene v tem analiziranem dokumentu, to niso ugotovljena dejstva. Midva samo predstavljava vsebino vira. Vsekakor. Današnji pregled je torej osvetlil to osrednjo napetost, ki jo izpostavlja ta vir, domnevni konflikt med vladnim poudarkom na socialni državi in tistim, kar vir vidi kot ustavno primarnost pravne države. Vir svari pred retoriko, pred ustvarjanjem odvisnosti in poziva k neki državljanski budnosti. Res je. In ta analiza odpira eno temeljno vprašanje, ki gre onkraj tega dokumenta. Kako naj sodobna država, demokratična država, v praksi uravnoteži ta dva pola? Načela pravnega reda in zahteve po socialni varnosti. Še posebej, ko so interpretacije tako različne. Močno. Še posebej, ko so interpretacije tako nasprotne, kot vidimo tukaj, in ko ena stran obtožuje drugo, da te koncepte zlorablja. To je res kompleksno vprašanje. Ostaja za razmislek.